Kako bi danes aktualizirali greh Adama in Eve? Predstavljajte si, da vas nek bogat človek povabi v svojo hišo in reče: glej, vse, kar je tukaj, lahko koristiš. Lahko vzameš hrano, pijačo, avto, bazen, vse lahko počneš. Ampak veš, pazi pa tam na eno okrasno sijočo jabolko, ki je v dnevni sobi na krožniku. Ampak ta človek ti ne reče, zakaj ne smeš vzeti tistega jabolka, zakaj ga ne smeš zaužiti. Zato, ker ti bo prineslo želodčne težave. Če vzamemo nekaj prepovedanega, potem izgubimo vse tisto dobro, ki smo ga do določenega trenutka prejeli. Vse v meni postane ogroženo, vse začnem izgubljati. Velikokrat vsak človek dopusti, da mu hudič sporoča zelo zanimive besede in ga nagovarja k grehu. Ej, ne poslušaj Boga, on ti tak samo zapoveduje, on ti ne daje svobode, saj nismo v srednjem veku, počni kar želiš, ni ti potreba upoštevati pravil. Ampak, a ni zanimivo? Eva je podlegla samo eni in edini lažni obljubi kače. Samo eni prepovedani stvari. Medtem, ko ima okoli sebe nešteto dobrih stvari, ki ji Bog daje. Ona se pa odloči: ne, podlegla bom rajši tej stvari, ki mi nekako jemlje svobodo. In tudi mi velikokrat podležemo kačeni obljubi. Poznam dobro, poznam tisto, kar je svetlega v meni, ampak to v meni hitro zbledi. Zlo, ki ga pa ne poznam, pa postane mikavno. In se temu ne morem upreti. In zaradi tega podležem grehu. Ko naredim greh, z grehom zavrnem Božjo ljubezen, zavrnem Božje prijateljstvo, ki mi ga Bog daje. Z grehom zgrešim tarčo, z grehom zgrešim cilj. Če bi si predstavljali, da streljamo z lokom, moja puščica odleti drugam, ne odleti v tarčo Božje ljubezni in Božjega prijateljstva. Ampak Bog gre meni drugače naproti. Bog gleda na moj greh tako, kot je gledal na greh izraelskega ljudstva. V človeku išče dobro. Bog daje priložnost, da jaz lahko dosežem spreobrnenje, da mi lahko on odpusti greh. Bog v meni išče biser, ki se sveti. Božja ljubezen do vsakega izmed nas se ne spreminja, je trajna. Božja ljubezen je večna, ne spreminja se. Noben moj greh ni večji od Božje ljubezni. Jaz ne morem spremeniti Boga. Zato, ko podležem grehu, ko se nekako oddaljim od Boga, je zelo pomembno, da pristopim k zakramentu svete spovedi. Da tam dopustim Bogu, da mi spregovori: ej, sin moj, ej, hči moja, kaj se je to zgodilo s teboj? Veš, da sem šel zate na križ. Veš, da sem zate na križu umrl. Veš, da sem zate vstal od mrtvih. Dopusti, da se sklonim v tvoje življenje. Dopusti, da se sklonim v tvoje srce. Dopusti, da ti pomagam, da ostaneš, da lahko v tebi premagam greh.